Vidim, da občudujete. Ja, se to že dolgo občudujem, ja. Zdaj sem pa videla, da je ta suh graden, da je začel poganjati. Tega ne morem verjeti. Kaj si mislite vi o tem drevesu? Zelo lepo je, da so to naredili skulpturo ven. Grozno mislim, da lahko živo drevo tako iznakazijo. Mislim, to drevo sem jaz vedno občudovala, ker sem tu blizu stanovala in to je ves ta prostor je nekako vladovalo. Res je bilo lepo. In še tako redko, da takega nimaš v parku. Sicer so pisali, da sta še dve enake, pa ni res. Kako se temu reče? Totem. Ne. To je dupleški kič, ne? Vsem prinesel. Mogoče je dupleški totem. Ne gre se solistati naš župan, ne? Vas ne moti, da je to v bistvu živo drevo bilo obdelovano? Ne. To je bilo zlomljeno. Edin pametno, kaj so naredili to. Ste pripričani, da je bilo zlomljeno to drevo? Ja, bilo je. Kaj pa zdaj ste opazili, da so začeli poganjati male vejice hrastove? Ja sem. In? In nič. Tako je gor bo tako dobro šlo. Pač drevo ni bilo mrtvo, ne? Vse drevo ni bilo mrtvo. Skratka, poseg, ki se je zgodil, je škandalozen. Najprej uničili so drevo, ki bi še naprej normalno lahko raslo. Verjetno bi bilo potrebno požagati samo 2 veji na vrhu in v živo strukturo so začeli ti podeželski podobarji oblikovati primitivne živalske like, ki seveda ne slišijo v tako imeniten park, kot je Mariborski. No, jaz drevo še vidim, da pač ni suho, ne, da še je živo, da dejansko res ni suho, pa tudi ne vidim, kako bi rekla, da nekdo o tem odloča, da bi v živo drevo kaj vrezovali, čeprav pa moram reči, da so pa zelo lepo narejene, ne. S tem se strinjam, da so zelo lepe, ampak da pa grejo v živo drevo rezati, to mi pa ni všeč, ne. Primitivno dejanje. Z motorko žagajo neki holcari in to jaz mislim, da to ni ničemor podobno. In to ne sodi sem v Mariborski park, ki je zelo lep. Samo nekaj zrihta malo. Poglejte, kak je, odkar je župan, samo še konjenico pošilja, da nas kaznuje, ko smo s psi, drugo pa ne zna delati. Moram reči, da odziv na ta moj ironični prispevek na vse skupaj, kar se je zgodilo, je neverjeten. Ob vsej produkciji knjig, ki sem jih naredil v zadnjih 17 letih, še na nobeno knjigo ni bilo takega odziva kot na to razglednico. Kaj mislite, bi bili vi za to, da se to drevo odstrani, pa se skulptura postavi kam drugam? Bi želeli, da opozarja? Ne, tle ostane. S to skulpturo smo predlagali, da se naj čim prej ta ostanek debla školjka stolistega gradna odreže in predstavi na drugo lokacijo izven urbanega območja, torej na neko primerno lokacijo, ki pa se naj opredeli po možnosti v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki in v ta namen tudi predlagamo občini, da formira institucijo mestnega vrtnarja in pa ustrezno komisijo za zelene površine, ki bi naj oba skupaj z odgovornimi in pa zainteresirano javnostjo, zlasti z organizirano civilno družbo, skrbela za to, da bi pač področje urejenih površin v mestu bilo v prihodnje urejeno konsenzualno, kvalitetno v zadovoljstvo občanom. Kdaj in kako in če se bo to zgodilo, še ne vem, bi pa povedal naslednje, da ni še povsem jasno, ali imamo nadomestno drevo, torej govorimo o školjkasto-listnem gradnu v Mariboru ali ne, zadevo še moramo preveriti, ker po enih informacijah naj bi še 2 mladi drevesi 10 let stari rasli, po drugih ne. Ampak kljub temu bi bilo dobro, da ti poganjki, ki so zrasli v teh dnevih na tem ostanku debla, tega več kot 130 let starega drevesa, da se pustijo in če bi bilo možno, upam, da bi bilo možno, da se ti poganjki uporabijo v bistvu za zasaditev novega drevesa, v nekem smislu podobno, kot se občina Maribor diči z poganjki stare trte. Mislim, da tudi to drevo po svoji redkosti in starosti, torej več kot 130 let, zasluži skoraj enako pozornost in mislim, da bi pač to, kar se pač tu dogaja na deblu, veljalo izkoristiti v ta namen.